Živijo, danes imam za vas en tak hiter, človek temu kviz. Vi sprašujete, jaz odgovarjam. Zbrala sem nekaj vprašanj, ki so se mogoče ponavljala ali pa so bila od meni dragih oseb, ali pa sem se hotela odgovoriti na nje. Tako da ne bom predolga, ker bom spet pol ure tukaj, tako da sem res se omejila na kratko, jedrnato, hitro. Pa vsa vprašanja, ki so se glede bolj blogerskih tem pa tega navezovala, bom pustila raje za kakšen drug Q&A, ker drugače sem dobesedno ratela 2 uri. Teh je bilo v bistvu največ, pa mogoče bolj smiselno, da to naredim v nekem ločenem videoposnetku. Karamela. Najljubša vsakodnevna podlaga. To bi bila verjetno kar od BU Nutri-Power. Imam jo v 3 odtenkih, kmalu prihaja videoposnetek, namenjen samo tej tekoči podlagi, tako da bom tam povedala kaj več o njej. Zakaj mi je luštna, danes jo imam tudi gor, tako da Nutri-Power. Nina Bjutina je postavila zelo težko vprašanje. Ena znamka za dekorativo. Jaz ničesar ne morem enega zbrati. Še imena za otroka nisem mogla, moj dragi, tako da... Če bi bila ena oseba za en dan, katera bi bila? Ne vem, kako se ta oseba imenuje, ampak tisti, ki ve največ skrivnosti. Od nič do nič bi samo brala, kaj vse je prikritega na svetu tem in uživala v vsaki sekundi. Ajde sicer. Kje je Perokec minuta? Pogosteje. Hvala in prosim. Ja, Perokec minuta je bila kar ena izmed pogostih vprašanj. Perokec minuto sva se z Majo začeli presejati na YouTube. Ne bo več na Facebooku, ker enostavno te objave potonejo. Facebook pač svojih lastnih videoposnetkov ne preferira in potem še tako odgovarjam 2 tedna, kje je že ta video, mi lahko daš link, kje se nahaja. In mi je tako, preveč sva midve razdvojene potem in je bolj smiselno, da imamo vse videoposnetke na enem kanalu, zaradi tega se seli na YouTube. Jaz sem bila zdaj malčka 2 meseca bolna, tako da zdaj spet nazaj štartam. 1 minutko imam se že pripravljeno in bo tudi šla ta teden ven. Poleg Perokec minute se je dostikrat so vprašanja nanašala na Teta Gabi. Ali bom tam še snemala? Bom. Glavni problem je ekel, tako da tam jo moram nekako rešiti, ker tam pa potrebujem res veliko prostora okoli sebe. Pa določene teme bojo zelo težke zame, se moram jaz sprostiti, da se jaz res v miru usedem, malo relaksacije, tako da bo to bolj na kavču, ampak problem je odboj, prazen prostor, nekako moram to rešiti, ali si bom zdaj mikrofonček za gornja oblačila nabavila ali karkoli že, nekako bom to morala pač rešiti, ker do takrat pač ne bo Teta Gabi videoposnetkov, čeprav jih je že kar nekaj pripravljeni, tudi tistega, ki sem ga obljubila za homemade repelent proti komarjem, nekaj takega. Je že vse posneto, samo ne, kadarkoli hočem tisti voice zraven dodati, je tako, ne, pride. Maša, Low Maintenance Beauty Blog oziroma kraljica gifov, pravi, Gabi, tvoj Ride or Die tonik. Ja, Maša, ti bi pa že mogla vedeti, da se jaz ne moram za nič odločiti, tako da sem 4 najpogostejše si pripravila, da vam jih pač pokažem na hitrico. Tole bi verjetno bil kar mogel biti svoj video, toniki zakaj, kdaj ne, zakaj ja in podobno. Prvi je Bocassijev Clean and Tone, tale je čisto novi. Kodalijevo esenco uporabljam malo bolj toplejšem cajtu, nisem zdaj toliko po zimi uporabljala, tako da tale zdaj spet štarta v uporabo, se jo pa zelo malo uporabljam. Najcenejši in najbolj, mogoče bi celo še v tem rekel univerzalen, je aloe vera od Afrodite.
nima nekih čudaških blaznih sestavin, dobro se vnese, pa še razpršilka je fina. Ter še ta zadnji je od Essentika. Temule že počasi se bliža rok, tako da ga moram porabiti. Ampak je pa bolj za takrat, ko ima masno kožo, tako da mi tale rok se malo križal z zimskimi meseci, pa se mi ni glih najbolj to išlo. Dnevna krema. Tu je ta zadnji video posnetek o 5 kremah, ki mi ne povzročajo mozolja, tako da bom tistega nekam linkala. Maska za obraz, no ta pa je dejansko trenutno res samo ena, je ta zelena od Glam Glow. Meni ta maska sproži tako močno prekrvavitev in imam še cel teden lepo kožo, tako da definitivno kljub ceni, pa na začetku, ko sem dobila ceno, je bilo tako, sem še en drag špas, ker bi se na noč naredil, ampak sem bila čist, totalno me je kupila res super maska, ki se na meni krasno obnese. Vesna sprašuje, kaj sicer delaš služba? Ja, delam, dejansko. En del je online digitalni marketing, drug del pa je za družinsko podjetje, kjer sem deklica za vse. Drugače ne znam tega opisati, pač delaš vse, kar je treba narediti. Kako gre to? Ali bi bila full-time blogerka? Ne, niti podrazna. To sem že parkrat rekla, da če obstaja manj primerna oseba za biti full-time blogerka, jo jaz težko poznam. Imam predolg jezik, delam revije bolj v stilu ocenjujem, povem pač, kar je res moje mnenje. To ni nekaj, za kar bi podjetja z veseljem plačevala. Tako da tukaj pač ne najdemo se pa še ingredient nacisem, tako da še v oceno jaz bomo stvari sprejme, kaj šele, da bi zdaj imela neke plačljive objave na to temo. Če bi bil svet drugačen, potem ne, v bistvu še kar ne, ker imam rada svoje delo in nekako se ne vidim v temu, da bi bila zdaj profesionalna blogerka. Vsa vprašanja, ki se nanašajo na stvari, ki bi jih že morala oceniti, ja, vse pride, pač res nisem nekako računala na to, da bom 2 meseca pa pol še več bolna in stoji, vse stoji. Tako da zdaj testiram en kup stvari, je že v bistvu čisto pripravljenih za na oceno, mačninke, korektorji, podlage, Bourjoisjeva, BB krema, Alterna, tudi počasi bom Kerastase do konca sprobala, pa bom tudi to lahko že kaj omenila. Tako da ja, je kar nekaj izdelkov, je zdaj že pripravljenih, res samo cene moram narediti, ampak bo še majčkeno trajalo. Blog, ja, občasno še kaj napišem, vendar blog zahteva od mene veliko več časa kot videoposnetki. Videoposnetki so tipa, kot vidite, sedem, čakam z vami, z minimalno obdelave. Jaz želim, da je to 1 na 1 komunikacija, tako da blog je pa nekaj, kar meni dobesedno zame nekaj ni, da napišem. In ja, bom še pisala nepogosto. Instagram, ja, vse sem načeloma Instagram je potekal 1 fotografija na dan, dokler pač life happen, da ne? Kaj čmo? Zdaj recimo, da sem se kakor to pozdravila, pa da bomo to spet zaštartali, tako kaj je treba. Serije, tagi in podobno. Do določene mere ja, ampak to ni nekako moja glavna usmeritev. Ja, Empties imam že pripravljeno celo škatlo. Nove pridobitve, kaj pa vem. Se mi zdi, da je tle vedno mičken kontraefekta, tako da ja, ampak bolj poredko. Bolj se želim nagniti v smer, kjer bom govorila o stvarih, ki mogoče niso nekaj, kar bi se to govorilo. Recimo, imam pripravljeno serijo o sestavinah. To, če bom pravočasno obdelala, bo še ta mesec začela, zaštartala. Rada bi se bolj posvetila tem objavam na testu, kjer primerjamo
10, 15 mat šmink tekočih za ustnice ali pa 10 korektorjev, take stvari, no. To je tisto, kar se meni zdi mogoče uporabno, no. Če pa imate kakšno predlog za kakšno serijo, ki se vam res zdi, da bi bolj v ta segment padlo, pa kar povejte. Ali bom bolj redno snemala? Ja. Življenje ima zelo tako čudno navado, da se kar zgodi nekje pol, ko jaz rečem, da bom. Načeloma, ja. Mišljeno je bilo eden na ta kanal, eden na Teta Gabi, pa ena Perokic minuta, ampak bomo videli, kako se mi bo to išlo. To je bilo vse. Če imate še kakšno vprašanje, postavite spodaj, bom odgovorila tudi za vse tiste, ki sem jih pozabila. Vmes sem namreč se mi je shranil, v bistvu se mi ni shranil, ker sem si zapisala vaše vprašanja, tako da zagotovo sem kakšno še izgubila, se opravičujem že vnaprej, ampak recimo, da so bila to ena izmed takih, ki so se najbolj ponavljali. Lepo se imejte, kmalu pa se spet vidimo.